Pozdravljeni vrtičkarji, nahajamo se v sadni drevesnici Studenec. Z nami je Matjaž Maležič, vodja drevesnice. Danes bomo govorili o pozebi sadnega drevja. Matjaž pa podiva kar na prvo vprašanje. Marelice, breskve, slive že cvetijo. Kakšno je stanje v drevesnici in kakšne so poškodbe zaradi mraza? Pozdravljeni. Ja, res letošnja, bom rekel, pomlad ali pa letošnje cvetenje je izjemno zgodno. Vse smo nekako imeli, pravzaprav po zimi je bila pomlad, pred kratkim smo imeli praktično poletne temperature, potem pa na hitra ohladitev in to za sadno drevje nikako ni v redu. Namreč se je že zbujalo, tukaj za nami vidimo breskve, že lepo cvetijo in ta hiter prehod je problematičen, ker je v gibanju, v rasti, cvetje se odpira in ko je odprt cvet, je dovolj že temperatura -1, tudi -2 in že lahko pozebe. Namreč takrat je v cvetu pestič je izredno nežen in problem je, da pestiči potem zmrznejo, posebno če je vlažno vreme takrat zjutraj. Mi smo tukaj na spodnji terasi ob Ljubljanici in tukaj je vedno malo hladnejše, malo bolj vlažno in zaradi tega je škoda večja. Drugače ponekod je bilo tudi -4 stopinje, ampak ker je pihal veter, je nekako preprečil, da bi se vlaga nalagala in je ta škoda bistveno manjša, kot se je pojavila pri nas. Pri nas smo gledali, da so v bistvu breskve, odprti cvetovi, pri odprtih cvetovih so plodnice v glavnem pozeble, pa pestiči. Enako je tudi pri marelici, pri češnji in pri slivi. Celo pri češnjah še v zaprtih brstih so v bistvu zmrznjene, tako da verjetno bo nekaj škode. Pojavlja se pa škoda tudi pri jablanah in pri hruškah, ki so sicer še odprte, ampak imamo že fazo rdečega balončka pri srednjem cvetu in tudi tisti srednji cvet je pri nekaterih sortah, posebno pri hruškah, že trpel škodo po pozebi. No, drugo vprašanje je vezano predvsem na zaščito oziroma na kakšen način lahko ukrepamo v domačem vrtu, da morebitno pozebo preprečimo. Ja, tako v velikih nasadih, če začnemo tukaj, tam se da to rešiti z oroševanjem. Seveda mora sistem delati cel čas. Praktično, ko pade temperatura pod nič, začnejo oroševati in potem morajo kapljice, mora oroševanje teči toliko časa, naslednji dan še podnevi, da se led stopi. Namreč, če bi prekinili, potem je ta led še dejansko hujši in še bolj pozebe. Namreč, ko kapljica pade na brst, odda toploto in to je tisti moment, ko obdržimo temperaturo znotraj brsta nad ničlo, tako da škode ni. Na domačem vrtu seveda je ponavadi največji problem, ker so drevesa včasih malo velika, ampak če niso prevelika, jih enostavno najbolj, da jih pokrijemo z kopreno, po možnosti s tisto debelejšo, in na ta način nekako ustvarimo eno mikroklimo okrog drevesa in je ta temperatura za 1-2 stopinji več, kot je v okolici in to je že dovolj. Posebno recimo kakšne marelice, ki so med prvimi, ki cvetijo, in te marelice lahko ob zidu praktično pokrijemo in potem tudi ta zid, ki je topel, ki se čez dan segreje, nekako seva toploto in nam zaščiti to škodo. Seveda, pomembno pa je to, da je bilo prejšnjo leto drevo v dobri kondiciji, da ni bilo bolno, da je imelo dobro rast, da je bilo dobro pognojeno in drevesa, ki so v dobri kondiciji, potem tudi brsti boljše prenesejo, če je kaj mraza. Obstojajo pa seveda določena sredstva, razne alge in te aminokisline, s katerimi nekako poskušamo drevesa nekako malo boljšo kondicijo spraviti, ampak to moramo narediti vsaj nekaj dni ali pa vsaj dober dan pred napovedano nizko temperaturo, da nekako okrepi drevo, da mogoče je potem manj škode. Tretje, pa tisto zadnje vprašanje, je pa vezano na cvetenje sadnih vrst in ukrepi, ki so potrebni, da zaščitimo cvet v tej fazi. Še posebno, če so tukaj prisotne potem še padavine. Ja, poglejte, tukaj imamo za nami bresko, ki je že v cvetenju, predvsem za koščičarje je to velik problem, rata v zadnjih letih. Če je v času cvetenja vlažno vreme, če so ali jutranje megle ali pa celo dež,
potem moramo seveda to cvetje zaščititi pred cvetno gnilobo. To so določena sredstva, ki niso strupena za čebele, ker so bila razvita ravno s tem namenom, da takrat, ko škropimo, ker so pač čebele, ker brez čebel pa ne bomo imeli pridelka, da ne škodijo čebelam. Seveda vseeno se držimo tega, da škropimo ali zvečer ali zgodaj zjutraj, ko čebele še ne letajo, da jih ne motimo, ker če jih bomo motili, potem bodo šle drugam in potem ne bo oprašeno cvetje. S tem škropljenjem pa seveda preprečimo, da bi ta glivica, ki pride po zraku do cveta, da bi se potem na cvetu začela razvijati in bi cvetje uničila. Problem pa je še to, ker če je dosti cvetja in relativno dosti vlažnega vremena, potem ni škoda samo na cvetih, ampak se potem iz cveta še v les prenese in potem nam začnejo cele vejice propadati in če se to par let zapovrstjo ponovi, nam celo drevesa lahko propadajo. Tako da pač nažalost ta ukrep je eden nujnih pri koščičarjih, to se pravi za češnje, za breskve, za slive, za marelice. In seveda pa ne moramo vse naenkrat, ker malo moramo gledati. Prvo škropljenje ponavadi priporočamo dvakrat, se pravi takrat, ko začne, ko je nekje 30-40% cvetov odprtih in pa potem, ko so že vsi cvetovi odprti, ponovimo še enkrat to škropljenje in bomo nekako preprečili škodo po tej bolezni in zaradi tega potem imeli tudi seveda pridelek. Matjaž, vaši nasveti so zelo izčrpni. Hvala za današnji nasvet o pozebi in oskrbi sadnega drevja v času cvetenja. Vam vrtičkarji pa želimo veliko dobrega pridelka, seveda in uspešno ukrepanje v času, ko je to potrebno. Matjaž, hvala. Hvala in uspešno leto.